države ustavni pravniki nekako so dejali, da predčasne volitve junija niso mogoče, je pa bolj verjetno, da jih imamo julija. Kaj pravite v vaši stranki na ta datum julija? Bi bilo morda bolje septembra zaradi same udeležbe? Glejte, od danes naprej vlada upravlja tekoče posle, to pomeni, da je v nekem napol mrtvem ali praznem teku in Slovenija potrebuje izvršilno vlado, ki je v polnem teku in to pa lahko dobimo samo na ta način, da so volitve čim prej, ko je možno, seveda z upoštevanjem vseh ustavnih določil in da ta novi državni zbor seveda izvoli vlado, ki bo delala s polnimi pooblastili. Slovenija je zagotovo v taki situaciji, da takšno vlado in takšen državni zbor tudi potrebuje. Se pravi, ne glede na to, da so poletne počitnice, so volitve za vas tudi sprejemljive julija? No, seveda, sej tudi nekateri pravni strokovnjaki govorijo o tem, da počitnice in dopusti ne morejo biti nad ustavo in nad ustavno določenimi nalogami, ki jih ima in državni zbor in vlada. Menite, da se morda lahko stvar še kaj zaplete, morda bo kdo v državnem zboru oziroma poslanci, ko bo začel teči tisti 14-dnevni rok, da bo morda tudi 10 poslancev predlagalo kakšnega mandatarja? Menite, da se lahko tudi tukaj zaplete? No, o tem jaz seveda ne morem soditi, zagotovo pa teh poslancev ne bo iz naše poslanske skupine. Menite, da bodo predčasne volitve dejansko karkoli rešile, da se bo potem lahko sestavilo vlado ali bodo kakšne težave? Ja, to bomo pa videli takrat, ko bodo rezultati volitev. Jaz upam, da bodo rezultati taki, da bo možno sestaviti vlado takšno, ki bo imela zadostno večino v državnem zboru in ki bo lahko tudi delala na problemih, ki jih v Sloveniji ni malo. Hvala. Prosim. Hvala.